Ja, jaz pa ne bi začel s seboj, ampak z eno osebo, ki mi je danes prišla pred oči. In je mogoče to že kdo videl. V času, ko sem jaz več hodil na Brezje, nedolgo tega, je pred cerkvijo po nedeljski maši stal nek berač ciganskega rodu, silno debel, po malem 120 kil. On je stal tam pred cerkvijo, naslonjen na palco in se tresel, kot da je ravnokar Parkinsona kasiral. In seveda ljudje so hodili mimo in se usmilili v Boga reveža, ne. Ampak glejte, ko je šel sprevod mimo in ni bilo nikjer nikogar več, je mož postavil palco v kot, se zravnal, odkorakal do klopce, vzel ven svoj pametni telefon in se zamotil, tako kot se vsak sodoben človek zna. Zdaj, ko sem jaz to videl, sem bil najprej ogorčen, češ kako more. Ampak ni trajalo dolgo, ko sem spoznal, da je on v resnici ogledalo vseh nas. Pokazatelj enega obdobja, v katerem živimo. Obdobja enega velikega obilja, kakršen verjetno nad to deželo sploh še ni vladal, in v katerem smo mi tudi pred tem, da debeluhi postanejo indikator revščine. Pa probajte to razložiti enemu Afričanu. Ne bo šlo. Ampak da je to res, sem spoznal enkrat, ko sem šel v razdeljevalnico hrane na Karitas, malo pomagati. In ljudje, ki so hodili po hrano, so bili res zelo debeli in še to, v glavnem so med čakanjem vsi gledali v svoj pametni telefon. A so naši sodniki, zdravniki, učitelji, kdorkoli že štrajka, kaj drugačni v tej eri obilja, ko ne vemo več, kam bi z denarjem, grejo štrajkat. Vedoč, da država nima več od kje pobrati, se kar naprej zadolžujemo. In da ne bo zgodba samo o drugih, naj končam s seboj. Jaz sem se ravno kar vrnil s poti. Predvčerajšnjem sem se vrnil nazaj in prva stvar, ki sem jo z grozo opazil, je to, da sem se silno zredil. In ta trebuh, ki meni zdaj raste, ne, in je seveda spet en indikator tega obilja, v katerem živimo, in očitno tudi jaz nisem imun nanj, je meni v veliko sramoto. Zato, ker kako ne zdaj jaz govorim o nekem oboštvu s takim trebuhom. Včasih je veljal rek, ne verjemite debelim prerokom. In to dejansko drži. Ampak stvar vendarle ni tako temna. Namreč, ta trebuh je obenem tudi v slavo Božjo. Zakaj?
Je zato, ker mi je zrasel med tem, ko sem živel od ubogajme. Na to pot, kot na vse ostale romarske poti, nisem vzel nobenega denarja. In če sem za kaj prosil, sem mogoče tako ene 2-krat na teden šel prositi za kakšen kruh ali hrano. Nič več. Pa vidite, kaj zmore Bog? Zdaj, jaz imam osebno izkušnjo tega, kam pripelje to stremenje po materialnem obilju. Mogoče sem bil jaz hujši od vseh ostalih, ne vem. Vsekakor sem še zelo kmalu, kot zelo mlad, občutil posledice, ker meni je bilo služenje denarja absolutna prioriteta. Ne tako na pol, z dušo in telesom sem služil denar. Zdaj pa, takrat nisem bil kaj preveč doma v duhovnosti. Za mano je bila seveda ta klasična verska vzgoja nekje do 15 leta, ko potem pobegneš, ne, in te več ni nazaj. Ampak vseeno nekako bi rekel, da sem bil zadost v težavah, da se potem po te površino nekega poslovnega uspeha čutil temo. A veste, se ti zdi kar čuden, kako vse mi ratuje, denar kar sam od sebe skapleti, ta tema je pa hujša. In si probaš zakrivati oči. Ampak prej ali slej je treba stvar sprejeti in se z njo soočati. In mimogrede, to isto reč jaz zdaj čutim na kolektivni ravni. Pred to isto stvarjo, mogoče ne tako intenzivno, je tudi naša dežela. Žal so stvari tako postavljene, kot so, in morda sem imel jaz to milost, da sem nekoč padel na kolena in vprašal, kaj lahko storim, da ta tema izgine. In očitno sem bil zadosti iskren, da je prišel odgovor. Razdaj vse, kar imaš, pusti službo in poslušaj, kaj ti bom rekel. In to je bil potem samo prvi korak. Jaz sem mislil, da se bo tle končal. Ampak stvari so šle še kar naprej. In v končni fazi je naneslo tako, da sem mogel oddati, zapustiti vse, kar sem imel rajši kot Boga. Meni se je zdelo, kot da bi Bog postal neznansko ljubosumen. Ampak v resnici sem bil samo navezan. In s tem mi je bilo pomagano, da sem se te navezanosti rešil. In tako končal na pot. Zdaj na kolektivni ravni se tako ne dogaja, a veste. In potem sledijo tragedije. Takšne ali drugačne. In zato sem jaz pesimist. Ne samo za nas,
ampak za vso Evropo. A veste, v bibličnih časih je zadolževati se pomenil, da boš končal v suženjstvu. Kazen za neplačane dolgove je bilo suženjstvo. In v tem sodobnem času, ko je vse tako komplicirano, se zdi, da temu ni več tako. Da se lahko po mirnem zadolžujemo in da ni nobenih posledic. Pa počakamo in vidimo, kako se jo stvari odvijale naprej. No, jaz sem potem ohranil kavč pri svojih starših. Vedno sem se lahko vračal, kadar sem želel, ampak sem se trudil, da sem se zvračal z razlogom. Ne, da bi bežal pred zahtevami poti. Poti so bile pa na začetku kar precej radikalne. Recimo, meni je bilo težko že to, da sem bil vajen brati. Jaz sem bil pisec, pa bralec. Na poteh pa naenkrat ni bilo nobenih knjig. Saj jaz jih nisem nosil s sabo. Jaz nisem nikoli hodil. Medicinsko ne bi niti ne, ker jaz imam nogo ful krajšo in sem kot otrok mu ene posebne čevlje, a veste, s tako s povišico. Ne? Me je bilo neznansko sram kot otroka, a veste, ko prideš s takim čevljem v šolo, ne, se ti vsi rogajo, ne. Ampak vidite, Bog je očitno izbral ravno mene, da se odpravim na pot in menda sem od živih Slovencev prehodil največ. Tako pravijo. S temi nogami. A ni to čudež? Zdaj, potem, ko je denar šel, je prišlo nekaj drugega. Če želiš nekaj dobiti, je žal tako, da moraš nekaj dati. In to je bil določen stik, določena vednost, kaj naj počnem. Jaz sem imel pa izbiro, a bom to poslušal ali ne. In kakorkoli se včasih upiraš, v končni fazi spoznaš, da se bežati nas splača. Da so vedno posledice. In potem se naučiš poslušati. In opazil sem tako, tisti glas, ki poslušaš, postaja močnejši. To je približno tako, kot da bi imel dva kolega zraven, enega na levi, enega na desni. Oba ti nekaj prešepetavata. Ja, zdaj se pa ti odloči, koga boš poslušal. In tistega, ki boš poslušal, ta ti bo govoril vedno bolj na glas. Un drug bo pa prej sprevidel, da je pravzaprav čist brez veze ti karkoli govoriti. In bo odšel svojo pot. Zdaj, da slišiš ta glas, je pa seveda potrebno biti v tišini. Ravno to, česar sodobni človek nima. Ima vse, nima pa tišine. In jaz sem jo imel v obilju, na poteh. Po cel dan nikogar srečal, z nikomer govoril. Jaz sem sploh značajsko en tak človek, da zlepa ne pristopam k ljudem. In pravo čudo je bilo, da sem sploh s kom govoril. Včasih sem bil vesel, da sem bil lačen in da sem šel do ljudi prositi za hrano. To je bil moj stik z ljudmi.
Drugač pa kar sam. Ampak, a veste, ko ste dolg čas sam, se zgodi to, da Bog postane kolega. In na teh samotnih poteh se začneš pogovarjati z Bogom. Kot da bi bil nek kolega. Nek ateist bi se ti seveda smejal, ne? Ampak tebi je pa to edina rešilna bilka, ki jo imaš. Ker na zunaj se nimaš na kaj upreti. Prihaja pa karkoli na pot. A veste, na pot je vse zelo direktno. Če drugega ne, en pošten naliv, pa boš čist hin. Ali pa mraz. Ali pa vojska, recimo, ko sem hodil skozi Sirijo. Ma ni, da ni. Recimo enkrat v Turčiji hodim skozi eno vas sred noči in preteče od nekod nek pes, bolj podoben medvedu kot psu. In laja tako za mano, raf, raf, tako blizu, da sem njegovo slino čutil na obrazu. In kaj boš naredil v takih trenutkih? Saj ni nikjer nikogar, da ti pomaga. Ja, moliš, ne. In tista molitev je res močna molitev, a veste. Tako da skozi moje oči, kar sem jaz poznal na poteh, je to, da je Božje življenje nevarno življenje. Varnost je pa ravno nasprotje. Bolj smo na varnem, bolj smo stran od Boga. Kar pomeni, da se najhujš piše enemu, ki sedi pred televizijo pa čipsi. Se nima nobene potrebe moliti. Zakaj pa bi? In tako se človek uči skozi napake. In potem spoznaš, zakaj je Jezus živel na cest. Prej se mi je vedno zdel čuden, pa zakaj ni tam pač mu, ne, kaj, ne. Ne. Ali pa zakaj je svet Frančišek živi na cest. Vse ima svoj namen. Ko se odločaš za Boga, ti Bog odvzame vso zunanjo varnost, ki si jo imel. Bližje greš, manj jo je. In potem razumete Jezusove besede glede bogatašev, ki se za današnji čas zdijo absolutno nesprejemljive. Kako to, da bogataš ne more v nebeško kraljestvo? Kako to? Če imaš materialno in imaš Boga, imaš to samo še zaradi drugih. Recimo si kralj, imaš določeno vlogo, seveda boš mu določeno udobje. Imaš družino, imaš otroke, seveda boš imel avto, hišo, vse, kar ti pripada. Če si pa sam in da si želiš Boga, bo pa presneto težko, da boš kaj veliko imel. Zdaj pa, kot sem rekel, Bog je zelo blizu, ko hodiš po poteh.
včasih tudi malo hudomušen. Ena izmed stvari, ki jaz vem, da je v Božjem interesu, je mleko. Zdaj, zakaj mleko? Zato, ker jaz kave ne pijem brez mleka. Kavo pa jaz potrebujem, da ponoči bedim. In zdaj jaz kavo nosim s seboj zadnje čase, mleka pa nimam. In je potem fascinantno, meni osebno, kako jaz vedno pridem do mleka. Brez denarja in vam povem, da še nikoli nikogar nisem prosil za mleko. Do Gibraltarja sem hodil preko 500 dni. Vsako drugo noč vsaj delno bedim. Pomeni, da sem tam 250krat rabil dobiti mleko. In jaz se ne spominjam, da ga kdaj ne bi. To zgleda tako, včasih že kar malo komično, da greš po cesti skozi mesto in zagledaš recimo ob avtu vrečo. Greš do tiste vreče, pogledaš noter je pa ima skladovnica mleka. Pobereš enega, greš naprej. No, najbolj hudomušen je bil pa tisti trenutek, ko jaz ležim v Gibraltarju na neki klopci in je čas, da jaz prejmem mleko in se sprašujem, kako ga bom pa tokrat dobil. To je sred parka, tako, veste, tak lep popoldne je, ne. In tako ležim, prijetno vzdušje, ne. Na kar nekaj prileti na moj trebuh, puf, pade, nekaj težkega, ne. In jaz skočam, ne, se zbudim, gledam naokrog, kdo me je napadel, ne. Nikjer nikogar, da bi se smejal, da bi, saj veste, otroci, ne, kakaj ušpičijo, ne. Nikjer nikogar, ne. In potem pogledam na tla, ne, kaj je padlo. In ugante, kaj je padlo. Mleko. In ne samo mleko, padlo je čokoladno mleko v tetrapaku. Torej, luksuzna verzija tistega, kar sem jaz potreboval. A ne? In tudi tokrat, ko sem šel na pot in nisem imel denarja, seveda nimam pač možnosti priti do mleka. Ampak še isti večer naj bi bedel. In grem jaz potem od doma, ne, in tle čez grem čez tele hribe in pridem dol Polhov Gradec. Večer je bil in zvečer najdem kovanec, s katerim si lahko kupim mleko. In potem je šlo kar tako naprej. Ta pot, zadnja pot, je bila pot nekega užitkarja, se mi zdi. Ker toliko denarja, kot so mi ga pa tokrat dajali ljudje, ga pa tudi še nisem dobil. Praktično nikoli nisem bil brez. Saj sem šel prositi za kaj, za pojest, ne, pa so mi kar denar dajali, eden za drugim. Včasih v takem obilju, da v glavnem na vseh teh poteh nikoli nisem dobil tako zelo lepo veliko. Mogoče bi v tej poti malo več povedal, ker je najbolj sveža.
Poleg denarja tudi spalne vreče nisem vzel s sabo. Šel sem pa ob koncu poletja, 17. september je bil. In šel sem v samostan, ki sem ga želel obiskati približno 10 let. 10 let sem čutil klic, naj grem. Pa se nisem odpravil, ker se je vmes pojavila knjiga in s knjigo neka zahteva, da se omejim samo na Slovenijo. In sem potem 5 let hodil po Sloveniji, imel sem enih 130 takelih večerov, kot je danes, od Bovca pa do Lendave. V krajih, ki sploh nisem vedel, da obstajajo. Včasih sem skoraj da sam sebi govoril, tako malo ljudi bilo. Ampak sem se držal tega, kar sem čutil, da je na meni, da delam. In včasih se mi je zdelo vredno iti v največjo luknjo, če bi tako rekel, v najbolj odročen kraj, sam zato, da sem lahko hodil, da je bilo daleč, ker Slovenija je vseeno majhna. A veste, do Ljubljane ste takoj tam, ne? In jaz ne vem, kako sem uspel toliko časa preživeti na poteh po Sloveniji, ker jaz sem potem 5 let hodil gor in dol, ne vse leto, ampak tam v povprečju ene 4 mesece pa kar sem. To nanese več kot 2 let. Po tej majhni deželi. Ma vam povem, da skoraj vsak drevo poznam že. Ne? Vmes sem celo vašega župnika srečal, še včasih, ko je bil še na Dolenjskem. Pa potem enkrat tukaj, ko sem šel na primorsko stran. V glavnem, ni bilo kraja, kjer ne bi bil. No, ampak minil je ta čas in meni je bilo zdaj prvič dovoljeno, da grem spet na neko daljšo pot. In odšel sem proti samostanu Ostrog, ki je v Črni gori, pravoslavni samostan, okrog katerega se pa širi precej nekih zgodb o čudežih. In poleg Svete gore, pravoslavci imajo Sveto goro kot nekakšen njihov center romarski, ta glaven, ne? To je v Grčiji. Ne? Je potem ta Ostrog v tej drugi liniji romarskih centrov, morda celo najbolj priljubljen romarski center za pravoslavce na Balkanu. In ko sem bil jaz tam, so bili okrog mene od Romunov, Makedoncev, seveda Črnogorcev, Srbov, tudi Rusov, vsi. Ampak to ni bil moj edini cilj. Bil sem voden, vam bom pokazal na kakšen način. Ko sem prišel do Trogirja, hodil sem pa ves čas ob hrvaški obali. Prečudovita pot. 2 meseca, skoraj do albanske meje sem prišel. In ko pridem do Trogirja, zagledam gor na hribu požar. Sem rekel, zdaj moram pa nekaj narediti. In prva oseba, ki pride mimo, ga ustavim, pokažem. Pa sam zamahne. To ni nič. In potem se odvije pogovor, v katerem izvem, da on sam hodi peš, tako kot jaz, do Medžugorja, nekih 170 kilometrov, in nasploh, da je v tem Trogirju cela skupina enih podobnih romarjev. Gre za Dalmatince precej nenavadno, a veste, to niso kaj preveč taki, bi rekel, aktivni ljudje. Ne. Se raj vozijo. Ne.
Ampak on mi obenem reče, a veš, če greš že v to smer, pa pejče do Kotorja, ki je v Boki Kotorski, v Črni gori. Tam imajo dva čudovita svetnika, ki jih zdaj nekako niso več tako zelo, bi rekel, poznan, kot so bili nekoč, kar je malo tudi povezan s tem, da je zdaj ta nacija postala zelo pomembna. A veste? Ker nista bila Hrvata, ne? Čeprav katolika. Sveta Ozana in sveti Gracija. Zdaj imajo Hrvati Stepinca. Torej, to je zdaj njihov prvi svetnik, ne? Ampak, zakaj svetnika, ne? Je zato, ker so še danes na ogled njuna telesa ne strohnela. Pa je 500 let tega. To je bil včasih dokaz svetništva. Ta glaven dokaz svetništva. In en tak majhen mest, kot je Kotor, ima kar dva. Plus enega, ki so ga uvozili iz Carigrada v 9. stoletju, ko je bil Kotor beneška kolonija, bogata, in v tistem času so se relikvije cenile bolj kot vse drugo. To je bil stik mesta z Bogom in če stopaš še danes v Kotor, vidiš, kako je to približno moglo izgledati. Vsaka druga hiša je ali kapela ali cerkev. Sveta Ozana oziroma Blažena Ozana je bila pa ena izmed devic, ki se je dala zazidati, zato da bi bila sama z Bogom. A se predstavljate? Se dati zazidati. Ampak ni bila edina. V tistem času so ljudje kar tekmovali, tako kot danes za denar. Kdo se bo bolj približal Bogu? Ta drugi je bil pa sveti Gracija. Sveti Gracija je bil pa iz ene majhne vasi, tam v Boki Kotorski, tako majhni, da jaz niti na karti nisem našel. Ne. In je šel potem še kot zelo mlad za meniha v Italijo in zaradi svojega zelo pobožnega življenja so ga ob smrti nekako razglasili za svetnika in se mu je hodila poklanjati pa cela tista regija okrog Benetk. Potem je bil pa njihov samostan porušen in potem so te relikvije reševali in se odločili, da jih bojo vrnili tja, kjer je bil rojen. In seveda jaz se zdaj odločim, da bom šel do teh relikvij. Ne? Zakaj? Zato, ker je to zame tudi mogoče najbolj iskana stvar. Bila in še vedno je. In zdaj poglejte, kako to zdaj zgleda. Ne? Ko hodim potem ob obali, najdevam informacije o obeh svetnikih. Tudi eno knjigo sem našel, pa malo prebral. Ampak nisem pa mogel najti, kje je ta muo, ta vas tega Gracije. To mi pa ni ratal, ne? In sem rekel, nič, če je mišljeno, bom že prišel. Sicer bom šel pa samo do Ozane. In ko jaz pridem do Boke Kotorske in grem proti Kotorju, bil je še enih 5 kilometrov, nenadoma zagledam pred sabo tablo muo. Prišel sem v to vas. In grem in uzrem cerkev, ki je bila postavljena zaradi njegovih relikvij. Cerkev je odprta. Grem noter, počastim relikvije, zraven pa Mozartov rekviem, ful na glas. Pa nek gospod, ki ureja rože.
Zdaj midva nisva kaj dosti govorila. On je bil zaseden, jaz pa po svoje tudi. In potem se jaz umaknem in se usedem pred cerkev in vzamem ene tiste piškote, Jafa, in pride on ven. In ponudim en piškot, ne, če že zraven, ne. In tako se med nama razvije pogovor. In jaz izvem, da je ta cerkev v resnici ves čas zaprta. Ker katolikov v tem delu Črne Gore več ni. To je zdaj pravoslaven teren. Nima kdo hoditi v cerkev. On je pa cerkev zato odprl in okrasil, ker je ta dan god tega svetnika. In se je zaradi tega cerkev pač odprla. Kakšna verjetnost je, da bi jaz prišel ravno ta dan do te cerkve? 1:365. In potem mi Don Robert, tako je bilo njegovo ime, pokaže na samostan, nekdanji samostan frančiškanski, tudi zapuščen, in prav tam boš pa spal. To je bilo po približno mesecu in pol prvič, da mi je bila odrejena postelja. Seveda sem v luft skakal od vesela. In potem je rekel, no zdaj pa do katedrale v Kotor in tam govor s tem in povej, da te je poslal Don Robert. Pa te bojo peljali do cerkve, v katerem so relikvije svete Ozane, ki je pa zaprta. Tudi noben ne more do nje, ampak ker se je tako oddaleč prišel, bomo pa zate to zdaj odklenili. In potem jaz res pridem do svete Ozane in tam pred njo sem doživel mogoče najbolj tak lep občutek. Kada bi se zavesa odgrnila in sem imel možnost ene pol ure vprašati vse, kar sem želel. To se mi ne dogaja, veste, pogosto, ne. Se mi je pa enkrat zgodilo že to v sobi od Mart Robin. Mart Robin je zadnja živa mistikinja, ki je živela v Franciji in je tako približno kot naša, kako je bilo ime? Magdalena Gornik. S tem, da je Mart Robin umrla leta 1984 in je menda svetovala 100.000 ljudem, ki so šli skozi njeno sobo, ona pa tako skrčena na eni taki posteli, živela v temi. Ni zdržala niti svetlobe. Torej, imela je to karizmo svetovanja. In nenavadno, tudi zdaj, ko jo ni, se zdi, kot da je ta karizma ostala. In stopaš v sobo in se ti zdi, kot da se lahko pogovarjaš in sprašuješ, ne. Tudi en tak podoben fenomen. Enako je bilo pa za sveto Ozano. Tudi ona je seveda zaradi tako odmaknjenega življenja dobila vse polno darov in potem so k njej hodili v tistem času vsi, ki so imeli kaj vprašati, ne. In očitno je tudi to še ostalo. Iz Kotorja sem se pa potem podal do Ostroga. Ostrog je pa visoko v hribih. Črna Gora je polna hribov, ne. In tisti je bilo pa zame kar malo izziv. Ker ob morju je bilo luštno.
Kot sem rekel, jaz nisem v spalne vreče, ampak sem imel pa eno brisačo sabo. Ne? In s tisto brisačo sem se pokrival, sem imel včasih zebel, ampak je šlo. Ko se je shladil, sem si pa še eno tako manjšo deko najdel in za morje je bilo to čist lušten. Ampak zdaj moram pa jaz morje zapustiti, pa jed gor v hribe, ki je pa 0, ali pa še pod 0. Ostrog je na 800 metrih, tam zebe. In ne veš, kako boš. Poleg tega je pa tisti jutr, ko sem jaz mogel zapustiti morje in jet gor v gore, začela pihati taka burja, da so ljudje po stran hodili. Kako ne jaz v taki burji, kam pridem, zraven pa še dež. Saj greš tam 20 metrov daleč, ampak zdaj pa 30 kilometrov hodil proti vetru, ki ima moč, da te premika. Ja, kako bom jaz zdaj to? Ne? In te ima, ne, bom jaz saj počakal še kakšen dan, ne? Da to mine. Ne? Ampak kaj, ka veš, da si pogolfal? In poj stisnem zobe in grem. Vedoč, da ne bom mogel prenočiti, ker bo premrz, jaz nimam spalne vreče. In vidite, to je bil en tak izziv. En tak trenutek, ko moraš vse predati in stopati po veri. In danes vem, da je ta korak, ki ga takole storiš, temeljnega pomena. Brez tega koraka ne bo Božje pomoči. A veste, mi smo navajeni sami poskrbeti za varnost. Rečeš, saj človek razmišlja, pa reče, pa se to je traparija, zdaj bom pa hodil tlele gor, ne? A veste, ampak to ni način. Delovati po veri pomeni predati vse v Božje roke in jet. Pa ne veš, kako boš. Bo že Bog poskrbel. In jaz sem opazil, da je to trenutek, ko se potem pojavi pomoč. Zdaj jaz imam z Bogom en deal. Namreč, jaz ne štopam. Ampak, če se kdo sam od sebe ustavi, ga je Bog poslal. In prisedem. To se silno redko zgodi. Enkrat se je to zgodilo tik pred Fatimo. Jaz sem bil že 4000 kilometrov na pot. 4 mesece. Noben mi ni ustavil. Pred Fatimo, 5 kilometrov stran, pa zaslišam, ima bolj hreščanje, kakor upitje. Ne? Nek zapit tip, pijanko mamba. Se iz avta dere, ti, te bomo Fatimo pelal, prid k meni v avto. Ne? Seveda rečeš, ne. Ampak kaj? Ko veš, da moraš zraven, se tako zmenil. Vidite, tako Bog preizkuša. Pred svetimi kraji so podobne preizkušnje. A imaš vero, a jo nimaš, ne? A zdaj ne grem pa s pijancem se pelat, ne? Jelih s pijancem sem se mogel pelat, ne? Pa celo dol s ceste zgrmela, ne? In dejansko sva. Pri prvem ovinku. In jaz sem bil že na tem, da bi odprl vrata in zbežal ven. Ko ta pijanec sklene roke in začne moliti. Nenavadno za pijanca, da moli, ne. To nisem videl, ne. In sem rekel, ja, to je pa poj znamenje, da vendarle ostanem, ne. In potem so se peljala naprej proti Fatimi, to so potem taki griči hribi, ne.
In veste, da sem bil prvič v življenju hvaležen za tiste ograje, ki so obcestne. Zdaj saj vem, za kva so. Ampak tako sem nek test opravil. In potem so bili še drugi testi, ne. Ampak zdaj od njih ne bom govoril. Povedal bi vsaj to, da na tej poti so mi pa ustavili dvakrat. Prvič na Pagu, na otoku Pagu, ko se je zgodila ena taka deževna apokalipsa. Ma dežja jaz v življenju nisem toliko videl. Jaz sem bil pa tam na neki taki prašni cesti stran od vseh, bi rekel, drugih cest, zelo tako odmaknjeno, ne. In te ceste so se v reke spremenile, to je tako teklo, ne. In v tisti epopeji mi nekdo vstal. Povabil not v avto, jaz ne vem, kako se je ta človek tam pripeljal, pa se hoditi nisem mogel. In je šel mi dal do svojih ovc. In me peljal enih 5 kilometrov, ne daleč, ampak dosti, da se je tisti naliv stekel. In ko sem ven stopil, sem bil že skoraj na suhem. Drugič se je pa zgodil, ko sem takole po stran hodil gor v hrib proti Ostrogu. Niti toliko se nisem upal, da bi po obrobu ceste hodil, ker je bil prepad dol, ne. In če ne bi bil pozoren, bi me kakšen udar po mojem lahko kar premaknil tja dol, ne. Tako sem si jaz predstavljal, ne. In ko tako hodim, enih 5 kilometrov, kakšno uro, ne dlje, si naenkrat ostal avto, Turk, me povab in prav, da gre do Podgorice. Jaz prisedem in ko prideva do Podgorice in manjka še enih 50 kilometrov do Ostroga, on, musliman, pravi, ja jaz bi šel pa tudi zdaj v Ostrog. In jaz pravim, ne, bom jaz kar peš šel, ne. Malo slabo vest imaš, ne, ker pešače za tebe pa vozila, ali kaj, ne. In dejansko potem grem jaz iz Podgorice peš proti Ostrogu in pridem na približno enih 16 kilometrov, ko se znoči. Z nočjo pa pride mraz. Jaz pa še vedno nimam spalke, da bi prenočil, ne. In potem prosiš, ne veš, kaj bi, in zagledam tam nek samostan zraven. In to je bilo tudi edinkrat, ko sem rekel, nič bom šel kar prositi za prenočišče, ker drugače enostavno ne bo šlo, ne. In res pridem v samostan, ženski samostan, vprašam sestro, a lahko jaz tle pri vas prespal, ne. Prav, ne, pri nas pa ne sprejemamo, posebej ne moških, ne. Žal ne bo šlo, ne. Ampak prav, hoditi pa tudi ne moreš, a veš, da so volkovi po cesti, tlele. A veš kaj? Pokliči v Ostrog, pa v Jopote prišli. Z avto. Sem rekel, ma ne bom jaz klical, da bi zdaj mene vozil z avto gor v Ostrog, ne. Ja, kaj pa mislite, a zdaj bom pa jaz tlele, ko gospod se vozil, ali kaj, ne. In sem zavrnil, sem rekel, ne, to pa ne sprejmem, ne. In potem grem jaz v cerkev, pač molit, pa nisem vedel, kva bi, ne. Sem rekel, nič, kar pešačil bom, pač se jaz v volkov ne bojim, kaj preveč, ne. Enkrat sem med korono sred Kočevskega Roga medveda srečal. Ampak nisem jaz bežal, on je bežal. Jaz imam živali namreč zelo rad. In nekako jih razumem, ne vem. In zaupam, da mi ne bojo nič hujšega naredili, no. Tako da sem rekel, nič, mogoče sem malo ob cesti ulegel
dokler mi nav premrz, pa on pa začel hoditi. Ampak kaj, ko sestra preteče v cerkev in prav, a veš, da sem se jaz vsem kar zmenila, pa jo zdaj pote prišli, ne? In vidite, Bog mi ni dovolil, da bi spal zunaj. Meni je bilo pa neznansko pod častjo, da sem se kot gospod pripeljal v ta ostrog, da je prišel nek gospod z avtom po me in me gor pripeljal, ne? In to jaz sprejemam kot eno tako preizkušnjo. Kot je bila tista v Fatimi, samo malo drugačna. Zdaj, ostrog je zelo zanimiv. A veste, koliko imajo oni dek? 20,000. Ko prideš v samostan, vidiš sam deke. Povsod so. In človek se vpraša, je zakaj pa toliko dek? Se človek ne rab 20,000 dek, ne? Je prišla sobota in je bilo vse zasedeno. Sred novembra vse, 400 postelj zasedenih, ki jih imajo, ne? In potem bakice stare, ne? Jemljajo dol tiste deke in si vrihtajo, da jo spale zunaj. Pri -5 stopinjah. In to ni bila ena, na stotine jih je bilo. Cela terasa tam pred samostanom je bila polna spečih, ne. In je bil prav lušten. Tako malo podoba arhaična. Veste, meni je mama razlagala, da je bilo na Brezjah včasih tako. Tam po vojen, ko so ljudje peš hodili, ne, pa niso mogli nazaj. Pa so pa kar spali tam, malo po koru, malo okrog cerkve, ne. No, tle je pa še vedno tako. In potem sem jaz najdel bele štumfe. So sem jih rabil. Spalno vrečo sem tudi eno izmed tistih dek, potem vam potegnil, pa še spalko najdel, ne. Se nisem nič kaj dosti vprašal, sem jo kar si presvojil, ne. Pa bele štumfe sem najdel. Ampak jih ne vzamem. Zakaj ne? Pa so bili čist novi. Je zato, ker takole hodiš, ena izmed stvari, ki jo nimaš, je higiena. Ti si absolutno usran, umazan. Ne moreš oprati nič, ker se enostavno ne posuši. Polet lahko, a ne? Ker se pač po sonce pa se posuši sred novembra. Kako ne jaz posušim? Sem imam samo ene hlače. A ne? Nimam kje kaj sušiti. Štumfi pa podobno. In zdaj, če bom jaz bele štumfe gor dal, jih bom sam nataknil in dol snel, bojo čisto rjavi. Tako približno izgleda čevlji. Smrdijo. In seveda potem Boga vprašam, zakaj te beli štumfi? Posebej zato, ker sem potem naslednji dan na čist drugem delu samostana najdel spet ene take bele štumfe. Pa že vidiš, to je pa nekaj pomembnega, te beli štumfi, ne. In potem vprašam, ne, pa zakaj mi daješ bele štumfe, če veš, da jaz to ne morem zdaj nositi, ne. In vidim podobo belega meniha. Tega belega meniha je kolega Pavle Rak nosil na vetobranskem steklu v avto, ki me je vozil malo po hribih pa tako. In jaz sem ga takrat, to je 10 let nazaj, enkrat vprašal, pa kdo je ta beli angel, ne, ki ga imaš tle na tej ikoni, ne. Prav, ja, to je pa iz Ostroga. In vidite, ta beli angel je mene poslal v Ostrog, ne. In očitno so bili te štumfi od njega, ker so bili tudi beli. Kot en tak znamenje. Pa še 2-krat sem nekaj zamočil.
Ko sem prišel tle čez hribe, sem prišel do Horjula in je bil mraz in sem šel pred cerkev in tam odspred imajo eno tako precej fajn zaprt del, da se lahko malo usedeš, ne, če veter piha. Ne. In tam sem jaz najdel na majhno knjigico, staro, in pogledam, Kempčanova hoja za Jezusom. Za Kristusom. Ampak jaz spet vrnem nazaj. Zakaj? Zato, ker sem eno knjigo že sabo vzel. Preroka, ki sem jo najdel na podstrešju od svoje babice pokojne. In zdaj to knjigo sem jaz že 6-krat prebral. Ampak ta je bila posebna, ker je imela odtis moje babice noter. In potem, ko sem jo bral, so ven padale recimo iskrce, ki jih je ona iz dela ven izrezvala. Pa recimo naročnina za Gorenjski glas z leta 78. Takrat je ona to knjigo brala. In jaz sem v babico s sabo, ko sem hodil. In seveda, zdaj se je ena knjiga tam pojavila, seveda jo ne bom imel, sem imam že eno za brata, ne. Zadnja vas na Hrvaškem, tik pred Črno goro, to je bilo pa za en mesec, pa kaj vem, pa pol kasneje. Jaz prenočujem v enem zapuščenem župnišu. Ja, ta župnik je mogel biti res car. Zato, ker v njegovi knjižnici, ki jo odkrijem, najdem Goetheja v nemščini, Balzaca v francoščini, Dantejev Pekel v italijanščini, bile so knjige v cirilici, en muslimanski koledar je bil tam, pa celo ena knjiga v slovenščini. Frana Saleškega Finžgarja z njegovim lastnim podpisom. In zdaj, ker nisem mu več knjige, pograbam tam eno, ki jo najdem, ki je bila majhna, pa sem videl, da je duhovnega značaja, ne, in jo dam v žep, sploh nisem gledal, kaj ta knjiga je. In zdaj uganjate, kaj ta knjiga bila. Ja, seveda spet Kempčan, ki ga nisem takrat vzel, sem jo pa zdaj rabil dobiti še enkrat. Ne. Ta tretji tak primer, ki sem mogel popraviti svojo napako, je bil pa čist na koncu v Medžugorju. Tja sem pa učil potem, to ni daleč več iz Ostroga. Peš. In potem v tem Medžugorju sej sediš, kakor moraš, v tišini. Ampak cel dan pa spet ne moreš, ne. In potem se človek počasi začne malo spraševati, ja pa se ne morem sam sedeti, ne. Pa čas zapravljati, ne vem, gor pa dol hoditi po mestu, pa si rečeš, nič, neko korist bi pa lahko kaj prispeval tudi mestu, ne. Kaj ti to da. Jaz sem rekel, nič, pucati bom začel. Tukaj imate pa zelo veliko dela. Ker ne samo Balkana, ampak tudi Medžugorja noben ne puca. Puca se okrog cerkve, pa recimo pločniki. Zraven, ne vem, če poznate en tak kanal, skozi center mesta gre, se je izsušen. Tam not imate pa plastike, ma za cel teden dela. In potem jaz nažicam vreče in začnem pucati. Vsak dan ne veliko, kakšno urico, dve, ne, lih toliko, da se malo zmigaš, ne. Pa imaš fajn občutek, a ne, vsem. In potem, mislim, da je bil lih predzadnji dan, se zgodi, da pride ena skupina šolarjev mimo z učiteljem. In me vsi tako gledajo, ne, čudno, ne, ker tam noben ne puca. A veste, tistega kanala po moje sploh še noben ni spucal. Nikoli.
Odkar je Medžugorje, po moje, so sam metal noter, ne. No, grejo, verjetno do cerkve, ne. In potem, ko se vračajo nazaj, se ustavijo ravno nad menoj, odprejo malco in začnejo jesti. In jaz pucam in me gledajo. Tako, se bo malo zoprni vse, ne, da te takole gledajo, ne. In potem naenkrat, eden izmed fantkov, 10 let je mogel imeti, me tako pogleda, pa prav, gospodine, jeste li vi siromašan? Kakšno vprašanje, ne? Pa pravim, ja, lih bogat pa nisem, a ne? Lih bogat pa ne, ne? In ta fantak vzame denarnico in ven potegne en tak malo raztrgan 5-evrski bankovc, ki mu ga je mama verjetno dala za malco, jaz ne vem, a ne? In mi ga tako ponudi. Ma taga darovalca pa še ne. Mene pa sram, a ne, kako ne zdaj od otroka jemljem, a veste, ne. Se vzamem, ampak takole pa tudi ne gre, ne. In zavrnem. In potem šola gre. Ampak ne vem zakaj. Eden izmed fantkov preteče nazaj, ne isti, en drug. In se zgodba ponovi. Spet iz denarnice vleče 5-evrski bankovc in zdaj, ker se je ta stvar ponovila, sem pa seveda videl, da sem prvič malo zamočil, ne. In pogoltnem ponos in vzamem tisti denar in se še zahvalim. Zdaj pa 5 evrov kot prvič mi je bil dan kot miloščina. Fantak me je vprašal, a si siromašen. Jaz pa denarja ne smem služiti, lahko pa vzamem miloščino. Tako da je bilo z tega stališča prav. Drugič je pa 5 evrov ravno to, kot jaz ponavadi porabim v enem dnevu, če imam denar. Da mi nič ne manjka. Saj tako rabim sam za hrano. Tako da je bilo zame to kar velik denar, ne. Tako da vidite, Bog izbira najbolj nemogoče načine, da zate poskrbi. Sam si pa kar naprej na tem, da vidiš, kako si omejen s svojo pametjo. Ker jaz imam vse polne enih pravil, ki so mi ena sama ovira. Tako vidim. Zakaj sploh razmišljam, poberem nej, pa bo prav, a ne? Zdaj pa, da nam predolg, ker sem očitno zelo se razgovoril, bi še par besed o knjig povedal, čeprav to zdaj malo iz tega konteksta izpade, ampak ta knjiga je mene pripeljala nazaj med ljudi. Po enih 10 letih, ko sem bil na pot, sem se navadil tako živeti. In med drugim sem se odločil, da tudi ne bom več pisal. Se je Bog nekako skrbel zame, denarja nisem smel služiti, prosil za denar tudi ne, ampak se je kar šlo. Se navadiš, človek se na vse navadi. No in potem pride po 10 letih enkrat navdih, da ne napišem knjigo. In kakorkoli sem se upiral, spet te moje ideje, veste, ki jih imaš, ne, so bile problemne, sem v končni fazi pristal in začel pisati. To je pa en tak zelo svojstven način pisanja. V glavnem, jaz sem mogel v tišini sedeti, ne. In jaz sem imel občutek, kot da se ta tišina želi prenesti skozi besede do ljudi. A veste, kot da niso informacije pomembne, ampak bolj nek duh, a ne? Duh neke tišine. In vam povem, da ljudje, ki živijo običajen ritem življenja, te knjige ne morejo brati.
Ker enostavno s tem tempom, ki ga danes živimo, ne moreš. Se moraš ustaviti. Res se moraš ustaviti. Ne. Zato je ta knjiga za zelo redke bralce namenjena. Za ljudi, ki iščejo tišine. In je nekakšna podpora tej tišini. Tako jaz to razumem. A ne? Zdaj moje so samo napake, ki so se noter pojavljale. Ostalo je nekako prihajalo. Skozi me, ne vem. In tudi vsi, ki so zraven sodelovali pri tej knjigi, so se pojavili sami od sebe. Ilustrator, denimo, Nikolaj Mašukov, on je znan po poslikavah cerkva v Sloveniji, pa kapelc. Mi je bil najprej pokazan, se ne vem, a so bile sanje, a sem samo sedel in ga videl, da mi bo knjigo ilustriral. A zdaj ne grem pa jaz do njega prositi, naj mi to stori. Ja, ne grem. Mi, da so se poznala, ampak to ni zastonj. Si on živi od slikanja. Jaz pa denarja nimam. In potem je bilo to tako zrežirano, da se enkrat na enem hribu čisto slučajno srečava. On gre dol, jaz grem gor. On me vpraša, ja, kva pa ti počneš? Saj ve, da nič ne počnem, ampak vsaj vljudno, ne. Jaz ga pa presenetam z odgovorom, jaz pa knjigo pišem. In je bil šokiran. Naslednje, ki mi pa prav, pa je, jaz se bom pa ilustriral. Pa sem dobil ilustratorja, vidite. Potem še nekdo na podoben način pride stvar oblikovati. Denar so mi ponujali z večjih koncev za izdajo. V končni fazi je bila to zapuščina moje sestrice, ki je jih takrat preminula in so pač potem starši dali denar za tisk. In tako je knjiga prišla med ljudi. Se je bila kar medijsko odmevna, kar precej so jo imeli po medijih, enkrat, dvakrat je bila celo na tedniku, kar precej so jo tako nekako opazili. No? Ampak kot pravim, to ni knjiga za množice, to je knjiga za gurmane. Za tiste, ki so že veliko prebrali in iščejo nekaj posebenega. Ker jezik je zelo zahteven. Jaz sem intelektualec, zakomplicirana duša. A veste, jaz ne znam nič kaj preveč enostavno stvari povedati. Ne. In tako malo je filozofije, malo je mistike, malo je potopisa, vsega pomalem. Tako da, če kdo začuti, si jo lahko vzame in knjiga gre med ljudi kot dar. Kaj to pomeni? To pomeni, da je vsakdo lahko poplača s tem, da moli za avtorja. Zame pa za Nikolaja. Če kdo noče moliti, je zadosti, da je hvaležen. Če pa kdo želi, pa lahko tudi kaj finančno zano prispeva, tam zraven je en tak klobuk. Ampak to je v bistvu miloščina, ker jaz knjige prodajati ne smem. Zdaj pa ne vem, če bi kaj dosti o njej govoril, sledite občutku, a veste, malo zaprite oči, pa boste začutili, če bi to slučajno vas zanimali. Ne? Jaz bi pa mogoče za konec se vrnil nazaj k gospodu Ciganu, ki sem ga omenil čisto na začetku tega pogovora. Nečesa pa nisem povedal. A veste,
Kaj sem tudi opazil? Ko je bil čisto sam, je šel do tja, kjer so sveče, se poklonil pred Marijo in se zahvalil za vse tisto, kar je nažical. O, Madonna! To sem bil pa šokiran, ne. Saj smo vsi eni taki, a veste, takole malo berači. Ampak, a se znamo zahvaliti za tisto, kar smo naberačili. Tako da evo, naj se zgledujem po njem in se zahvalim še jaz. Zato, da ste me poslušali, pa zato, da ste sploh prišli. In seveda za to fascinantno življenje, ki mi ga je dano živeti. Hvala. Zdaj pa, če bi kdo želel še kaj vprašati, dajte, jaz vas ne bi želel zadrževati časa, danes ljudi nimamo več. Tako da, mogoče. Evo. Ja. Kako pa recimo veste, da je en predlog, da vam ti nekaj topli prvi, ki pade na pamet? Ja. Ja, vprašanje, veste. To je tvegana reč, ne? Kako pa ste vi vedela, da ste te pravega moža izbrala? Ja, se še navič. Ja, težko je živeti, če ne veš, a ne? Ja. Ja, jaz zaupam, da tudi če se zmotim, da bom imel možnost to popraviti, a veste. Saj Bog ve, da se motimo, ne. In jaz mislim, da imamo vsi popravljen izpit. Sam namen mora biti dober, a ne? Da si nekako odprt, da poveš, ja, te sem pa res narobe naredil, ne. A ni še Frančišek malo narobe razumel, katero cerkev naj on prenovi. Pa je svetnik. Kako se namo mi motili? A ne? Ja. Ja, jaz bi še vprašal, kako ste dal ta proces, ko ste se odločil, da boste začel hoditi za Jezusom, da boste se dal Bogu, pa začel po tej poti. Kar pa tista stvar, pika na i, da ste rekel, zdaj pa bom se jaz tako odločil. Ja, Čez rob. mogoče stiska, ali mislite bolj konkretno? Ne to konkretno, ampak ja, kako ste rekel, pa stiska. Ja, stiska, notranja stiska. Nekaj te matra, pa ne veš kaj. Pa probaš malo zatajiti, pa probaš malo pozabiti, pa probaš malo tako površinsko rešiti, ampak nič ne pomaga. A ne? In kaj pa tista konkretna stvar, ki ste rekel, ko se vam je zgodila, da ste se odločili? No, saj to mislim, da je dosti konkretna stvar, veste, ko si v depresiji, mislim, to je precej hudo, ne. Na zunaj imaš tako nasmeh, ne,
Se smeješ, sem ben ne ve. Znotraj pa sam veš, ne. Sebi težko lažeš, ne. Jaz mislim, da je to absolutno zadost, a ne. In meni se zdi velika milost, da sem lahko to prostovoljno opravil. Ker če ne bi me verjetno čakala šok terapija, a ne. In potem ti poslovneži zbolijo za kakšnim neozdravljivim rakom, družine razpadajo, nesreče takšne ali drugačne, ker pač nismo bili pravočasno zadost prisebni, da bi pazili, kaj se dogaja, a ne. In jaz poznavam, da je v življenju vedno tako. Bog nam najprej prišepetava tako kot trava, nekako v vetru. Komaj slišiš. Potem je pa skozi bolj na glas, če ne slišiš. Skozi bolj na glas. No, poj na koncu pa pride en tak udarc lahko že. Ko res ne slišiš, ko nočeš slišati, se drugače se to ne da. Tako da imamo izbiro, se mi zdi, če želimo pač prisluškovati, da to pravočasno priznamo in to stvari tudi potem razrešimo, a ne? Drugače pa samo Bog ti pomagaj, no, ne vem. Kam pa zdaj greš se na katero pot? Zdaj grem pa k mami na kavč, se crkljat. In Bog ne svari, če sem se na pot zredil, kako šele zdaj, ko imam poln hladilnik. Do marca bom nekje v Sloveniji, zdajle do Božiča bom pa kar primam. Pa potem vmes še kam šel, ne vem, nimam toliko načrtov, vem, da bom šel na Štajersko potem po Božiču enkrat k enemu kolegu, to pa tako nekje. Bom šel pa do Padre Pija, ta konc me vleče. Tudi ena pot, ki jo že dolgo čakam, pa čutim, da je čas, da grem. Tako, nekje. Kaj pa nam, ko smo ujeti v tem življenja, nam ki svetovno, kako se soočati, ne vem, kakšno idejo. Ja, ne vem, če sem jaz pravi naslov za to, a ne? Ker meni se zdi, da je vse milost. Vsako življenje, kakršnokoli ga človek živi, ga živi z namenom, a ne? Zdaj spreminjati to življenje je seveda, ja, mogoče bi ti to bolj znali svetovati gospe, ki imajo pač že leta, ki so dale marsikaj skozi. A ne? Jaz imam določene omejene izkušnje s poti, predvsem z denarjem. Recimo jaz vidim, kaj ti daje, kaj ti jemlje. A ne? Jaz vidim, zakaj ni dobro imeti denarja. Recimo to ljudje ponavadi ne vidijo. Mislijo, da je boljše, da imaš več, kot pa manj. A ne? Ampak ni to tako. Če imaš to, imaš nečesa drugega manj. Tako to je. Ne gre drugače. Tako je svet ustvarjen. A ne? V tem oziru, recimo. Drugače pa vse vemo, ne? Vse vemo, pač tišina je temelj vsega. A ne? Pot proti Bogu gre skozi tišino. Drugače ne gre. Vedno je to tako bilo. Menihi so ljudje, ki so se za to odločili. Potem druga stvar, ki je pomembna, je, če pač nisi oseba za to, je to, da služiš drugim.
In če kaj dobiš, zaslužiš, je fajn, da čim več od tega daš naprej. Zase zadržiš samo minimalno. Vse to šteje, vse to je zelo pomembno. Ne? Zdaj pa, kot vidite, smo v eni taki eri, ko je vse usmerjeno na to, da nismo v prgmah, pa v tišini. Se reklame kar štrlijo ven iz naših kaselcev. Kamorkoli se ozreš, prižgeš televizijo, reklame, računalnik, reklame, po avtocest se peleš, so reklame, po Kranjši visijo dol s kandelabrov reklame. Veste? In civilizacija ponuja 1001 način, kako ne biti v tišini. Vse je samo to razvoj človeštva oziroma tehnologije. Radio, televizija, zdaj so recimo telefoni. Ma ni, da ni. Noben več ne rabi biti v tišini. In zdaj, za človeštvo se ne piše dobro. A veste, ker včasih to vidiš med muslimani, zdaj pri nas niti ne več toliko, so ljudje še rožen vence nosili sabo, pa pač molili. Danes se namesto rožen venca gleda v pameten telefon, če čakaš recimo na zdravnika. A ne? Tako da pri nas, ne vem, jaz nimam posebnega upanja, ker mislim, da bo tega še kvečjemu več. Vse imate razodetje pa nekako predstavljeno, kako to bo. A ne? So pa še vedno točke, kjer je vera še vedno živa. In meni je bilo zdaj dano hoditi skozi eno izmed teh pokrajin. Hercegovina se imenuje. Hercegovina je mogoče eden izmed centrov vere trenutno v Evropi. Meni se ne zdi popolnoma nič nenavadno, da se je Marija prikazala ravno v Hercegovini. Zdaj, ko vidim, kako stvari tam so, pa se bi jaz izbral Hercegovino. Zakaj? Vam bom dal en primer. Slovenska frančiškanska provinca, to mogoče ti veš, ne bi v zadnjih 8 letih imela 2 poklica, nova. Hercegovska frančiškanska provinca je pa približno 3-krat manjša od slovenske. Imajo pa po 4 poklice letno. Približno 50-krat več kot v Sloveniji. A veste, kakšna je to razlika? In mimogrede iz prve roke vem, da so našo kartuzijo Pleterje reševali Hercegovci, ker je bila že pred zaprtjem. Zdaj so pa iz Hercegovine prišli menihi, ne? In zdaj lahko spet z optimizmom gledajo naprej. In to je hrvaška stran Hercegovine, na uno stran, na srbsko stran, proti Ostrogu, pa nekaj dosti drugače. Tam so imeli pa vladiko Arsenija ali Artemija, enega meniha, ki so mu dodelili eno tako bogato škofijo nekje gor v Vojvodini, a veste, ki je bilo vsega dost. Pa se je takrat, ko se je vojna začela, odločil, da bo šel tam dol v vojno pomagati ljudem. In ljudje ga imajo danes za svetnika. Gradile so se cerkve, postavljali samostani,
Imajo ga kar za očeta, eno tako avtoriteto. Tako da to so kraji, kjer je bila vojna, ki ni lahko, a ne? Ampak vidite, skozi to krizo se pa vera ohranja. Še enkrat, kot sem rekel, ne, zdi se, da je življenje ta pravo v resnici nevarno. Varnost nas pa ubija, pa razno zavarovanja. Žal je to tako. In globoko vsi vemo, da je to tako. Kako se odločimo, je pa na nas. A ne?